Zdaj, narod moj, ta teden je po Evropi spet sejal smrt terorizem. Spet so nas trije dogodki spomnili, da so na svetu zelo jezni ljudje in da pravzaprav nismo posebej varni, a brez skrbi. Naš predsednik Borut Pahor Veliki ima odgovor in rešitev. Naš predsednik je zaskrbljen in odločen. Odločen, da bo še na tako grozen dan objavil fotko samega sebe in dodal #NoTerrorism. On hoče, da vemo, da tudi v najbolj temnih trenutkih on obstaja. Ne ga pozabiti, narod. Jaz ga kar vidim. Sedi v pisarni, čekira novice. Ja, krucifix. Kakšna tragedija. Špela, mislim, da je čas, da narodu zagotovim, da bo vse v redu. Da sem še vedno tu. A je v redu takole? A gledamo tla, ali gledamo... Super, kar objavi na Instagram. Da se sam meni zdi, da mu gre malo nasmeh na te sliki, ali se še kom. Dajmo se malo fotkat, pa da črno-bel filter čez. Ja, mislite, da obstaja posebna Pahorjeva lestvica tragičnosti? Tako da ve, kakšen selfie objaviti glede na stopnjo tragedije. Ne? Če je samo en umor, recimo, naredi barvni selfie, kjer je resen. Če je cel masakr, gleda v tla, pa črno-belo. Kakšen selfie bo Pahor kaj naredil za Alep? Ne vem, dajmo počakati pa videti. Zdaj sem se malo spraševal, gospod predsednik, vprašal sem se, če vas zdaj prešine, da bi mogoče bili kdaj tiho. Vsaj enkrat. Pa sem pa ugotovil, zakaj počnete spet vse to. Je pa najvišje uvrščeni javni uslužbenec, predsednik republike Borut Pahor, danes oznanil, da bo ponovno kandidiral za predsednika države. Tekmeci ob zadnji zaskrbljeni fotografiji, ki jo je Pahor objavil, za zdaj modro molčijo. Če mene vprašate, mogoče ni toliko slabo, da imamo še do leta 2022 predsednika Boruta Pahorja. Edino, če bo kandidiral Faki iz kmetije. Pa mi je za Fakija volil. Na koledarju so po vrsti Božič, Novo leto in pol še Sveti trije kralji. Zdaj naša izvršilna oblast pa se je odločila, da bojo trije kralji kar ta teden, zato so Gašper, Miha in Boltežar obiskali malega Jezuščka kar v predsedniški palači. K Borutu so šli sveti trije kralji Milan, Mitja in Miro. Ko so ta pravi trije modrci s shoda obiskali ta malega v štali, so mu baje nesli 3 stvari. Zlato, ki simbolizira kraljevo dostojanstvo, kadilo, ki simbolizira mesto velikega duhovnika, in miro, ki se uporablja za mazanje trupel. In kaj so dedetu Borutu prinesli naši trije? No, ne glih modrci, ampak 3 so pa bili. Zlata ne, ker vsi vemo, da predsednik ne da veliko na luksus. Ja. Še ko lahko prespi v luksuzni palači v Kairu, pogreša svojo bajto, smo videli. Tudi kadila mu niso prinesli, ker vsi vemo, da Pahor kajenja ne mara, ker moti pri lupčkanju. Je pa prišel Miro, ki na nek način tudi simbolizira trpljenje. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!